Lepo pozdravljeni, nov dan, nov pogovor v naši volilni kavarni. Tokrat je z nami zelo zanimiv poslanec, predvsem zaradi svojega porekla. Z nami je aktualni poslanec Nove Slovenije v Državnem zboru, Franc Medic. Pozdravljen. Dober dan. Franci, po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je iz Argentine v Slovenijo preselilo kar nekaj družin. Glavni razlog za to so neprekinjene ekonomske krize, v zadnjih časih pa tudi socialna kriza in pa kriza vrednot. Eden od njih ste vi, Franci Medic, ki ste se z družino preselili v Slovenijo leta 2000. Kako vas je Slovenija sprejela, kako ste se z družino uživeli v to našo slovensko družbo? No, hvala za vprašanje. Mi smo se preselili dejansko leta 2001 iz družino. Leta 2000 sem jaz prišel v Slovenijo malo tipat za službo. Pol se zaposlil 19. februarja 2001. To je bil pomemben dan v mojej zgodovini tukaj v Sloveniji. In pol junija smo se pa iz družino preselili v Slovenijo. Z Barbaro, moja žena, pa 5 otrok, ta starejša je imela 12 let, ta mlajša je imela 6 mesecev. In mi Slovenijo nismo nobenkrat videli prej, nismo nobenkrat prišli v Slovenijo. Ko smo pa prišli, smo se pa počutili zelo domače, zato ker so naši starši že veliko o Sloveniji govorili, veliko slik smo videli od Slovenije, tako da, ko sem prišel na Bled, sem rekel, ja, saj to je to, a ne. Sam v naravi videti je pa čisto drugače, kot pa če ti vidiš po sliki ali pa po komentarjih tvojih znancev. Kako pa ste se znašli v Idriji? V Idriji sem se znašel zaradi Hidrije, podjetje, ki se ukvarja z elektromotorjem. Tam sem se zaposlil in iskali smo bivališče blizu tega. Dejansko v relaciji Vrhnika-Idrija, mi smo eno leto najemali na Vrhniki Martinovi vasi. Nisem želel, preden pride moja žena, želel sem, da se skupaj odločiva. In Idrija je bil mesto, ki je imel tudi gimnazijo, moja starejša hčerka bi že začela naslednjo leto gimnazijo, tudi na to smo pomislili. In je glasbena šola, športne aktivnosti. Idrija ima toliko stvari, da je res, kljub temu, da je nek zakoten kraj, a ne, nekateri pravijo, da sam pokrov jim manjka, smo zljubili Idrijo, tudi moji otroci. Pa še en komentar, no, to je malo, pol so se navadili na Idrijo, ampak za naše otroke je dosti bolj travmatično bilo preselitev iz Vrhnika v Idrijo po enem letu, kot pa iz Argentine v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker so se že dobili prijatelja in pol sprememba je bila malo tak, ampak so kar hitro se uživeli v Idrijo. V Idriji živijo zelo srčni ljudje. Super. Tudi sama sem videla, smo vas večkrat obiskali v sklopu obiskov Nove Slovenije, vodstva Nove Slovenije, tako da lepo je pri vas, moram reči. Zdaj me pa, razen pot do vas pa ni tako lepa, no? Je pa kar... Se moraš navaditi pa parkrat ustaviti vmes, če nisi navajen. Čeprav vi pa že brez problemov pridete do Državnega zbora po tistih vijugah in ovinkih, po Soteski in tako, ne? Je neverjetno, v Zali ta prva pot od Idrije do Godoviče je omejena hitrost 90 km/h. Če priješ na pol te hitrosti, si že mojster. Zmagal, ja. Dobro, zdaj pa slišala sva dobre stvari, preselitve, a ste imeli pa zaradi argentinskega porekla vseh teh letih pa kakšne težave? Mogoče na delovnem področju, družbeno, kjerkoli drugje po Sloveniji? Največja težava je bila ta, da mi smo govorili slovensko doma, že v Argentini. Največja težava je ta, da nismo redno uporabljali izven našega doma slovenščino. Pa v slovenskem domu. Ampak ostali del življenja je bilo pa v španščini. Tako da, ko sem prišel sem v Slovenijo in tudi še vedno imam težave,
je manjkalo tisti zaklad Besedni zaklad. besedni. Tako da to je bilo najbolj pomembno. Druga stvar je bila morda to, da mi je enkrat en sodelavec rekel, ampak dober človek mi je rekel, Franc, ti nobenkrat ne boš Idrijčan. Sem rekel, ja, ne bom Idrijčan, saj tega se zavedam, ampak jaz sem zaljubil te kraje in pol, mislim, smo dobro prijateljsko skozi poslovno dejavnost tudi držala naprej. Tako da v Idriji so nas prejeli zelo dobro, otroci so se vživeli, ta starejše hčerke so naredile gimnazije v Idriji, tehniško ta tretji, ta druga mlajša dva sta pa en v Novi Gorici naredil srednjo šolo, druga pa v Ajdovščini. Zdaj pa greva kar konkretno na volitve, smo že v volilnem času. Predvidevam, da Franci že imaš volilni štab. Zanima me, glede na to, da si že kandidiral prejšnje mandate, mogoče, če se bo zdajle v tem obdobju kaj ta volilna kampanja, kakšne tehnike nagovarjanja volivcev razlikovala od prejšnjih let? Kakšna je, se pravi, razlika med volilnim štabom in vašimi tehnikami nagovarjanja volivcev od prej in kako ste se pripravili na to in kako poteka? Kje vas bodo tudi Idrijčani našli? Pred kakšnim supermarketom, pošto? Kje boste? V glavnem, zdaj moram biti, zmeraj sem iskren, ampak to pa hočem poudariti. Ta nova lista, ki je Jernej Vrtovec uspel združiti, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus Marka Lotriča, to se je pojavila po mojem po celi državi, zato ker slišamo drugod in v Idriji pa to živim. Naš volilni štab ima 10 predstavnikov, polovica so iz Nove Slovenije, te stari, ki se poznamo, polovica je pa iz Slovenske ljudske stranke, ki je prišla v to delo iz veliko energije in res včasih te porivajo naprej, da pa pet sem pa kaj. V glavnem, tehniko se mora izpopolnjevati, se naučiš od starih napakah in gradiš prihodnost v tem. Mi bomo organizirali, zadnjič smo imeli tiskovno konferenco v petek in zdaj organiziramo v petek v Cerknem, v gasilskem domu, gospodarski pogovorni večer. Tam bo tudi prišel Marko Lotrič in jaz bom prišel pa še dva lokalca in tam bomo o tem govorili, tako da lepo vsi vabljeni. V soboto imamo pol tudi še en pogovorni večer o zdravstvu. Tam bo prišel tudi Matjaž Trontelj, bo prišel tudi Federico Potočnik in ta dogodek bo v Idriji v magazinu. Naslednji petek pol 6. marca imamo pa o kmetijsku tudi pogovorni večer in tam bo prišel tudi Janez Beja in tudi lokalni predstavniki teh združenih in bomo tudi o problematiki kmetij, gorskih kmetij na podeželju, pomembnost kmetij v življenju izven tega lokalnega okolja v Ljubljani, to če reči na podeželju. Tako da je zelo zanimivo, lepo vabljeni. Tudi se srečujem mi na cesti, tudi sam zdaj organiziramo, da bomo po vseh teh vaških središčih naredili tudi pogovorne večere, ampak ne tako uradne, bolj sproščena, da bojo lahko občani prišli do mene, da se bomo pogovarjali, da bojo dali svoje pobude, svoje problematike izpostavljali. Še enkrat, veste kaj, ena stvar, ko ti slišiš, da se nekaj dogaja, druga stvar je pa, če te to oseba, ki se ta zadeva dogaja, pove. In večkrat državljani se ne zavedamo, koliko je pomembno, da tem predstavnikom ljudstva v državnem zboru povejo te stvari, zato ker jim dajo dodatno moč, dajo neko kategorijo. Ena stvar je, če ti
v neki razpravi v državnem zboru rečeš, sem bral na temu dnevniku, druga stvar je pa, da rečeš, en so Vaščan ali pa en so Idrčan, je to pa to povedal in meni se mi zdi, da je vredno, da tukaj o tem govorimo in obravnavamo. Naprimer, tak primer je bil zdaj, ki je za te nenujne prevoze sanitarne in nekako nam je uspelo to napako te vlade v zakonodaji tudi popraviti in zdaj v četrtek upam, da bo ta zakon tudi interventni nov zakon tudi sprejet. In to bo dobro za Idrčane, za Cerkljane in za vse podeželje. Iz slišanega lahko rečem, da ste zelo zavzet poslanec. Vidim, da ste si zelo bogato tole volilno kampanjo zastavili v smislu, da boste res aktivni, tako da se veselim 23. marca oziroma 22. marca ob 7. zvečer, 8. zvečer bomo že videli rezultate in verjamem, da se bo to poznalo na vašem volilnem rezultatu. Zdaj pa greva še malo bolj na ta sproščeni del. Ptičica mi je šepnila, da pojete v župnijskem zboru v Idriji. Dajte mi povedati, kje točno, kateri glas pojete, pa dajte mi še en refrenček odpeti. Wow. To je župnijski pevski zbor v cerkvi svetega Jožefa v Idriji. Vaje imamo v petkih, no zdaj včasih res ne moram iti vsak petek in pojemo pri maši ali pa kakšen dodatek pred kratkim je bil ena predstavitev zborovskega petja v vseh zboroh v dekaniji, nas je bilo mislim, da 12 v Črnem vrhu, zelo lepo je bilo. Vsi nekaj ima več številčni in drugi ima manj. V glavnem jaz pojam tenor, zbor ima približno 45, včasih tudi do 40 pevcev. Zdaj pa kaj za pet? En refren pesmi, ki vam je zelo ljuba. Na kratko, toliko, da vas slišimo, ta žametni tenor. Ja, lih žametni, ne vem, če je, ampak... Bojo presodili vsi, ki tole gledajo in poslušajo. Marijasko življenje, znati srečno z nas, ti pelni nas skortle. Hvala lepa, toliko, da smo slišali vašo tonacijo v glasu, a sem vas presenetila, pa to je čar... To je čar te volilne kavarne, razumete? Seveda. Pričakuj nepričakovano. Ja, zato celo ta pesem me je najljuba in res sem čisto besedilo pozabil, to ne moreš verjeti. Ker je bilo presenečenje. Da bom povedal, tukaj je maj marin mesec in tudi v Argentini isti mesec gremo, oziroma hodijo, zdaj jaz ne, ampak hodijo na romanje v Luhan, Luhanski Mariji. In tam se nabere ogromno Slovencev in to cela, ki se zaključi dan, se zapoje ta pesem in mene je zmeraj na jok. Aha. Res je prelepa. Srečen jok. Razumem. Tam je tako ogromno ljudi in vsi pojejo Marija skozi življenje. Tako. In potem, če si to predstavljaš v masi, je to nekaj, se te dotakne, tako bova rekla. Ja. Ok, zdaj pa greva na zadnje vprašanje, ki me matra, ki sem si ga mogla sem premisliti, kaj bi vas v tem smislu vprašala. In sicer, v Argentini govorijo rioplatensko španščino. Nam za konec zaupate, kako bi rekli, da gre naša skupna lista v akcijo v tem jeziku. Zdaj vidimo, da gospod Franc je že toliko let v Sloveniji, da mora že prav pomisliti. Ne, ja, skupna lista, to je koalicija. Okay. Nuestra coalición va a estos comicios con mucha fuerza, mucha energía y con seguridad de que vamos a triunfar. Acción.